Zdravo, jaz sem Voranc. Danes bomo govorili o obvladovanju scene in motiva. Pa ne o sceni, oziroma o tem, kako se pojaviti v rumenem tisku in zakaj. Situacije, s katerimi imamo opravka v fotografiji, lahko v grobem razdelimo na portret, pejsaž in mimohod, oziroma neke dogodke. Kako narediti dober portret, smo premlevali v enem od naših prejšnjih videov. Lahko ga najdete na naši spletni strani. Danes se bomo posvetili tako imenovanim mimohodom oziroma dogodkom. Kakorkoli, mislimo na neponovljive situacije in na to, kako se na nje pripraviti, če jih želimo ujeti. Recimo rojstnodnevne zabave presenečenja. Ali pa babico, kako piha torte na svečah. No, sveče na tortah. Ali pa kako fotografirati prijatelja, ko stopi v sobo na zabavi presenečenja. S predvidevanjem situacije je jasno. Seveda ne vidimo prihodnost, ampak lahko se skušamo na njo dobro pripraviti. Kako? Pa saj smo rekli, s predvidevanjem. Za začetek pripravimo fotoaparat. Precej malo verjetno je, da se bo v notranjem prostoru na hitro spremenila svetloba, zato lahko fotoaparat nastavimo na ročno upravljanje. Ker ne želimo zamaknjenih fotografij, skušamo fotoaparat nastaviti na kar se da kratek čas osvetlitve. Recimo krajši čas od 250 sekunde. Če se le da, na fotoaparatu tudi ročno nastavimo belino. Najdemo pod VB oziroma White Balance. Če je prostor zabave precej temen, se verjetno ne bomo mogli izogniti bliskavici. Toliko o tehniki. Predvidevamo pa lahko tudi sam potek dogodka. Ne glede na to, da skušamo presenetiti prijatelja, vseeno vemo, skozi katera vrata bo vstopil. Ne nazadnje smo tam, da presenetimo njega in ne on nas. Zato se, če je mogoče, postavimo tako, da ga bomo videli, preden bo on opazil nas. Tudi pri pihanju svečk lahko predvidimo vsaj to, kje se bo zgodilo. Skušamo ga organizirati tako, da bodo v kadru torta, slavljenec in čim več prijateljev in sorodnikov. Če smo pripravili fotoaparat in sebe, imamo dobre možnosti za uspeh. Še to, v takšnih situacijah raje naredimo kakšno fotografijo več. Kljub našim pripravam, dogodki ostajajo nepredvidljivi. Tudi zato, da babici ne bo treba ponovno vpihovati svečk ali prijatelju hliniti presenečenja.